Lep pozdrav, spoštovane gledalke in gledalci Slovenjebistriške televizije v Grudnu, ki je že stopil v drugo polovico, zadnji mesec v letu pa je v znamenju pričakovanj dveh dobrih mož. Vrstijo se prireditve, koncerti in obdarovanja, opraviti pa je treba še vrsto drugih nalog, ki jih ne moremo prestaviti na naslednje leto. Nekaj dogodkov s pridihov praznikov in drugih dogodkov si boste lahko ogledali tudi v informativni oddaji tega tedna, zato prijazno vabljeni k ogledu. Praznično vzdušje je v začetku meseca pričaral tudi Slovenjebistriški orkester Big Band ob sodelovanju osnovnošolskih pevskih zborov ter folklornih skupin. V začetku tedna so se na 19. redni seji sestali občinski svetniki, na dnevnem redu pa je bila med ostalimi točkami tudi obravnava o ustanovitvi javnega zavoda za informiranje Slovenska Bistrica. Ob sodelovanju Slovenjebistriškega zgodovinskega društva je v knjižnici Josipa Vošnjaka predaval dr. Aleš Maver. Tudi pretekli teden so bili na delu vlomilci, ki so lastnike oškodovali za okoli 9.000 evrov. V rubriki Lokalne novice je osrednja tema namenjena decembrski seji občinskega sveta, objavljamo pa še nekaj drugih dogodkov. V sredo, 6. decembra, je v telovadnici srednje šole v Slovenski Bistrici potekal veliki Miklavžev koncert Big Banda Slovenska Bistrica. Kot gosti so nastopili pevec Tomi Baron, mladinski pevski zbor šole pohorskega odreda Slovenska Bistrica, pevski zbor druge osnovne šole Slovenska Bistrica, folklorna skupina Kut Lojze Avžner Zgornja Lužnica in folklorna skupina Klas Čerešnjevec.
V torek 12. decembra so se na 19. redni seji sestali svetnice in svetniki občine Slovenska Bistrica. Po uvodnem pozdravu in potrditvi dnevnega reda so v uvodnem delu v prvi obravnavi po skrajšanem postopku sprejeli odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Jožeta Pučnika Čerešnjevec ter potrdili sklep o cenah programov vrtca na območju občine Slovenska Bistrica. Največ polemičnih razprav je bila deležna obravnava predloga odloka o ustanovitvi javnega zavoda za informiranje Slovenska Bistrica. Uvodno obrazložitev je podala Janja Smogavec, tkavc, vodja pravne službe občinske uprave. K tej točki sta kot soporočevalca dodatna pojasnila podala še Milan Železnik, zunanji pravni svetovalec, in Drago Čoš, direktor javnega zavoda za KTV informiranje. Svetniška skupina socialnih demokratov je k predlogu podala nekaj amandmajev, od katerih jih je bilo nekaj skupaj z odlokom tudi sprejetih. V nadaljevanju seje so svetniki v prvi obravnavi obravnavali še pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles, občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v občini Slovenska Bistrica. Sprejeli so tudi programe oskrbe s pitno vodo za obdobje 2018-2021 ter poročilo o delu javnega podjetja Komunala. V zaključnem delu seje so analizirali anketo mladi v občini Slovenska Bistrica, uskladili neprofitne najemnine v občini Slovenska Bistrica za leto 2018 in sejo zaključili z vprašanji in pobudami ter informacijo o začasnem financiranju za obdobje januar-marec 2018. Potek seje so si v neposrednem televizijskem prenosu lahko ogledali tudi gledalci lokalnega programa TV Studia Bistrica. Slovenjebistriška knjižnica je v sredo 13. decembra gostila dr. Aleša Maverja, ki je predaval na temo Zgodovina delitev v krščanstvu pred reformacijo. Dr. Aleš Maver je politični analitik, publicist, prevajalec in profesor, študiral je latinščino in teologijo. Predavanje je potekalo v organizaciji Slovenjebistriškega zgodovinskega društva dr. Jožeta Koropca. Policisti Slovenjebistriške policijske postaje so pretekli in ta teden zabeležili in obravnavali naslednje dogodke in pojave. Z področja kriminalitete je bilo zabeleženih 11 kaznivih dejanj, od tega 6 tatvin, 2 poškodovanji tuje stvari, 2 goljufiji in izsiljevanje. Spodnja Polskava. 2 neznanca sta v nočnem času vlomila v trgovino in po storjenem dejanju izginila neznano kam. Iz trgovine sta odnesla več predmetov, vrednih 5000 evrov. Pragersko. Nekdo je vlomil v skladišče Slovenskih železnic in odpeljal več podložnih plošč, škode je za 1500 evrov. Ob drugem vlomu v stanovanjsko hišo pa je neznani storilec ukradel 330 evrov gotovine. Z področja prometne varnosti so policisti obravnavali 20 prometnih nesreč, podali en obdolžilni predlog, izdali 16 plačilnih nalogov in odvzeli 2 vozniški dovoljenji. Zaradi kršenja javnega reda in miru so posredovali 13-krat ter obravnavali še 4 druge dogodke. Spoštovani, informativni del oddaje se je iztekel, v nadaljevanju pa vas vabimo k ogledu posnetka dobrodelne prireditve, ki je potekala na Slovenjebistriški osnovni šoli Pohorskega odreda. Pa srečno do prihodnjič!